en hotel sred Ljubljane, konferenčna soba. Rekli so mi, da bo prišla ena punca, ke bo pomagala nekaj dobrega narediti. In potem pride Nika. Nika Kovač, dober večer. Hej, Živjo. živjo. Spomnil sem se enega dogodka izpred 100 let nazaj. In se mi zdi, da čeprav te takrat še Slovenija ni poznala kot nekoga, ki je fajter, ke se bori za neke ideje in bova rekla višje ideje, ne, prave ideje. Ampak že takrat so rekli, Nika bo to zrihtala. Ja. In nisem. A res misliš, dobro, govoriva o zakonu, ne, kako se je takrat rekel, družinski zakonik. Ja, 3ZDR je bil Ja. takrat. A take neuspehe lahko razumeš kot tvoj neuspeh? Ne, mislim, prvič je bilo tako, meni je bilo čisto noro te spoznati še enkrat. Ja. Zato, ker sem jaz k tebi hodila, ker sem bila v bistvu še otrok na TV Papriko s Pionirskim domom. Mi smo imeli impro gledališče in jaz se spomnim, da smo imeli neko rubriko v tvoji oddaji in sem se te vedno zapomnila, ker si imel tega velikega psa, tja smo prišli, doma so me gledali, super je bilo, tako domače. In potem pač se mi zdi, da takrat med časi so pa meni rekli, pač to je pa družina, ki pa pač ima otroka, ki ful fajta, ki bojo vključeni v kampanjo, daj se dob z njimi. In meni je bilo to takrat lepo, ker sem bila čist nova na tej sceni, bila sem res tako 22 stara, nimam pojma, zakaj sem takrat dobila to odgovornost koordinacije take velike kampanje in mi je bilo v bistvu tako varno na nek način, ker je bil nekdo, ki sem imela že neko prijetno izkušnjo. Ampak ja, mi smo referendum izgubili. Jaz ne bom pozabila tiste nedelje, to je bila ena nedelja pred Božičem in mi smo upali, da kvoruma ne bomo dosegli. Jaz v tisti kampanji nisem bila osebno izpostavljena, jaz sem probala stvari koordinirati. In takrat sem jaz spoznala LGBT skupnost, spoznala sem en kup najlepših ljudi na svetu in tisto nedeljo, ko so rezultati not prihajali, se jaz spomnim enega obupa, ene žalosti, ene tesnobe, spomnim se, kako so ljudje jokali, mi smo čakali to v KUD-u Franceta Prešerna, in kako sem se jaz počutila odgovorna za to, ker sem prevzela takrat s Simonom koordinacijo in spomnim se, da bi takrat mogla politika iti na soočenje z Alešem Primcem in niti en iz politike ni hotel prevzeti odgovornosti za ta poraz in so rekli, Nika, ti pejt. Ti pa Simon pejte. In moj prvi nastop v živo na RTV-ju je bilo soočenje z Alešem Primcem. In ful enih lekcij iz te zgodbe, to je bil po mojem najbolj tako pomembnih dni v mojem lifeu, tako da malo dlje bom govorila, bom pol manj. Ampak jaz sem tja šla in oče je rekel, jaz te bom pelil in rekel je, moraš biti korektna. Moraš biti korektna, moraš mu čestitati, on je vseeno zmagal. In je rekel, ti bom jaz pokazal, kako se to naredi. In se spomnim, kako smo prišli na RTV, tam je bil Aleš Primc in prvo je foter prišel do njega in rekel, čestitam, ampak lagali ste pa kot prasica. In potem smo šli v studio. Ti je pokazal. In mi je pokazal. In potem smo šli v studio in jaz sem takrat prvič rekla, fajtamo dalje. In šla sem domov in jaz sem se doma sesula. Jaz vem, da sem tako jokala, počutila sem se, da sem zafrkala na eno skupnost, da smo res izgubili. In naslednji dan so prišli in mi pozvonili na vrata in rekli, kje si pa bila včeraj? In sem jaz rekla, jaz sem bila doma, jokala, pač in oni tako, ti nič ne veš v življenju. In so rekli, veš, mi smo jokali, pa smo šli pa v Tiffany. In smo tam plesali. In smo plesali in je bil najboljši žur. Salome je naredila najboljši žur in to se moraš zapomniti. Ko fajtaš za človekove pravice, boš ful pogosto zgubila, ampak ti moraš nekje najti bleščice in fajtati pa plesati, dokler ne zmagaš. In takrat je meni ta lekcija pač te LGBT skupnosti v tem fajtu pa plesu, v tem pač dajmo tudi, če zgubimo enkrat, gremo naprej, trma se splača, mi je dala tako temelj tega, kar sem. Čez nekaj časa vem, da se je dalo zadevo potem na Ustavno sodišče in nekaj let nazaj smo dobili polno enakopravnost. Tako da je bila to samo etapa v nekem boju, ampak zame predvsem najbolj formativna izkušnja v tem smislu, da sem videla, kako je delati z ljudmi, ki so vedno znova poteptani, ki so deležni zaradi
ljubezni, pač nekaj grozljivega sovraštva, ampak imajo to, da vstanejo, pa grejo naprej, pa iščejo lepoto v majhnih stvareh. In jaz nam pozabila, kako si tudi ti po referendumu napisal, da v tvojem majhnem okolju so bili pa za. In meni je Moram bilo, verjeti, si to zapomnil. meni je bilo to tako, ljudje, če spoznajo zgodbe, če verjamejo v zgodbe, če živijo z ljudmi, smo si drug drugemu empatični in se bomo podprli. In tudi ta tvoj majhen okraj je meni bil pač potem naprej neko zagotovilo in kar je meni lepo, pred kratkim sem gledala anketo javnega mnenja v Sloveniji, večina podpira enakopravnost. Ampak greva širše, ne? Greva pravzaprav pogledati, kako nas te neuspehi, tako kot si sama rekla, bliščice in gremo plesati, ne? Ampak vse te stvari, vsaj tako te jaz čutim, jemlješ zelo intimno, jemlješ zelo osebno, ne? In potem sledi tudi, hvala Bogu, veliko uspehov, ampak sledijo tudi neuspehi, ne? Kako zabrišeš potem to mejo med tem, kako je bilo to intimno doživljanje, ti si izgubila, ne? Tvoj fajt je bil, ne bova rekla za manj, ampak kako to pohendlaš? Takrat mi je bilo ful težko, ker sem bila jaz del ene skupnosti, ki je hotela, da jaz prevzamem tudi odgovornost za poraz. Jaz sem v bistvu koordinirala takrat nek ta politični del, LGBT skupnost je bil takrat Simon, zdaj se je lih nekako je šel on v politiko, ampak težko mi je bilo zato, ker mene moja okolica takrat ni podpirala. Te ljudje, ki naj bi bili moji prvi zavezniki, so iskali, kaj vse sem jaz narobe naredila, kaj vse se je zgodilo. In mene je v bistvu to ful sesul, zaradi tega, ker vseeno jaz sem bila stara 22, jaz sem si pol obljubila, da se bomo naučili delati referendume, pol smo 2 referenduma zmagali. Ampak meni se je zdelo, da me je najbolj sesul to, da ljudje, ki so bili z mano, da v tistem trenutku, ko ni šlo tako, kakor smo si želeli, niso stopili zraven pa rekli, ajde, je samo etapa. Tako da, kar meni pomaga v tem delu, ki ga mi delamo, je, da smo ekipa v inštitutu. Jaz sem po referendumu ustanovila inštitut in mi vedno rečemo, pa tudi, če izgubimo, pač naredili smo nekaj, potrudili smo se narediti malo boljši svet, probali smo pač sfajtati nekaj, če ne bo pa zgodba, pa bomo fajtali naprej. In se mi zdi, da če imaš nekaj ljudi, ki so s tabo, ki grejo v to s tabo, ki v bistvu te ne bojo obsojali, če ne rata, ki ne dajo vsega individualno nate, je pol ful lažji, pa ful enega črnega humorja. Mi se toliko pač norčujemo iz vsega, da je to nekaj, kar nam pač omogoča preživeti. In mogoče lih ena zgodba iz tega tedna, da ostaneva še pri tej temi, prakse konverzije. Ne vem, koliko veš o tem, ampak v Evropi je še vedno legalno, da obstajajo prakse konverzije. Ja, in je Golob podpisal zdaj, ne? Če sem prav razumel, pa in Macron. In prakse konverzije je v bistvu to, da iz LGBT otrok izganjajo hudiča. To so pač hudi postopki mučenja, stradajo jih par dni starši, zato da bi pač ne bi bili LGBT. Recimo, danes sem brala, da v Bosni jim kri menjavajo. Pač to so res tako postopki mučenja, in jaz sem spoznala, ne vem, pa skoraj več kot pol leta nazaj, 19-letnega fanta ali pa 20-letnega fanta, ki je začel Evropsko civilno iniciativo za prepoved teh praks konverzije. In on je to začel zato, ker je on sam hotel na to in potem je slišal zgodbo prijatelja, ki so ga v Franciji mučili. In se odločil kot mulc, da bo on to naredil in da bo prepovedal to na ravni Evrope. Imel je samo še enega prijatelja, pa njegovo mamo, ki je pisarila vsem. In na začetku tedna je imel 300,000 podpisov in mi je pisal in je rekel, a lahko pomagaš, a lahko nekaj naredimo, da probamo zbrati ta 1 milijon podpisov. In sem si jaz mislila, fakt, ko smo mi delali Čas je za, smo slišali toliko nejev, toliko enih ljudi, ki so imeli moč, toliko enih zavrnitev, toliko enih ljudi, ki so imeli moč, nam niso hoteli pomagati, pa bi bilo toliko lažje. Še ko smo mi druge kampanje delali z inštitutom, skozi slišimo, ne. In sem si rekla, zdaj sem pa jaz ta odrasla ženska srednjih let, ki ima moč, pa sem rekla, probajmo dobiti ta 1 milijon. In smo dobili v 6 dnevih 1,200,000 podpisov. Včeraj sta med zadnjimi podpisala še Macron in Golob in je dala cela Evropa v tem svetu Trumpa, sovraštva, message, da stoji za LGBT skupnosti. Ja, razumem.
Ampak tule se moramo dotakniti tega, ne, tvojega razočaranja v smislu tega, da je politika takrat ni upala pred kamero in Ja. tako naprej. Meni je bilo fascinantno, ko sem nekaj let kasneje, zaradi, situacije na pediatrični fajtov in v bistvu razumel fajtov, zdaj uporabljamo Ja. že tvoj, izraz, ampak, se mi je zdelo blazno pomembno to, česar drugi niso, ne, da bi nekako pridobil politiko v to neko ozaveščanje oziroma zavedanje tega, kakšna težava je. Od najvišjega predstavnika, takrat predsednika države, do posameznih poslanskih skupin in jaz sem bil šokiran nad tem, kaj smo mi pred kamerami rekli, ne, k čemu so se zavezali pred kamerami, a ne, oziroma prikimavali, seveda kdo pa ne bo podprl in razumel staršev, ki imajo neko težavo. Kaj se je pa dogajalo potem, ne, meni se je zdelo, so bili to povsem drugačni ljudje, isti ljudje, ampak drugačni, a ne. A te to prizadene, ko ozavestiš to, da nekaj komuniciramo, nekaj pa naredimo? Ma ne prizadene, razjezi me. Jaz sem pol toliko jezna in tako, zdi se mi, da jih je pač treba klicati k odgovornosti, a veš. In zdi se mi, da pač ti ljudje imajo job in njihov job je, da zrihtajo stvari. In pač, če tega ne naredijo, jim moramo težiti, da bojo stvari speljali. In tudi se mi zdi, da na splošno bi bil svet samo toliko lažji, če se ne bi toliko pretvarjali. A veš, meni se zdi, da najlepša stvar inštituta je, da smo taki, ke smo. A veš, tako malo razcefrani, malo raztreseni, ampak kar rečemo, v to res verjamemo. Samo to ti na koncu dneva tudi očitajo, ne. Na eni strani ti rečejo, da si razvajenka, na eni strani ti rečejo, da živiš v nekem blagostanju, na drugi strani pa jadaš in se pritožuješ čez sistem, ki pač tak je. Ja, itak, Kako jim Pa odgovarjaš? še ful enih stvari rečejo. Veš kaj, jaz v resnici nikoli nisem hotela biti v ospredju. Jaz tudi med časi za nisem govorila, tudi pri referendumu za vodo, jaz nisem dala niti ene izjave, nisem šla na niti eno soočenje, dala sem samo zadnjo izjavo po referendumu za vodo, glih zaradi te izkušnje s časi za, ker sem rekla, jaz pa ne bom ta politik, ki se umakne. In jaz sem bila prepričana, da bomo izgubili. Jaz navadno verjamem tako v najslabši scenarij in sem zato pač dala izjavo in potem bila naslednji dan v vseh časopisih. In takrat se je zgodila neka dehumanizacija mene. Tako zdi se mi, da je Nika Kovač postala neka maskota, v katero lahko pa vržeš čisto vsako stvar. Pač glede videza, glede tega, kdo so moji starši, glede tega, kako jaz živim, glede tega, kako govorim, glede mojega izpita za avto, pač milijon enih stvari. In to te sesuje. Jaz sem imela obdobja, ko se zjutraj nisem mogla pogledati v špegel, ker sem imela občutek, da sem najgrši človek na svetu. Imela sem obdobja, ko mi je bilo težko iti v sobo polno ljudi, ker sem imela občutek, da me vsi sovražijo v sobi polni ljudi. Imela sem obdobja, ko sem imela še Twitter na telefonu, ko sem brala še komentarje, ko se mi je lomilo srce, ker se je mami z njimi kregala in je probala mene zaščititi. Imela sem obdobja, ko sem skrivala pred puncami, da mi je hudo. Pol pa sem na eni točki, ko sem jaz živela 1 leto v Ameriki, to mi je dalo ful distance. Jaz sem bila v New Yorku, drug časoven pas, imela sem nek drug life, in takrat sem jaz dojela, da v resnici kar jaz moram se naučiti, je ohranjati to neko svoje jedro. In vedeti, da ja, prihajam iz privilegirane družine, ja, oba moja starša sta bila profesorja, imam srečo, da imam lasten flat, ziher težim, ampak vem, zakaj težim, in to sem jaz. In slišati kritike, ampak ne dovoliti, da slišiš zlobo. To se mi zdi neka ta skrivnost in imeti okoli sebe ljudi, ki jim zaupaš, da ti povejo, da ko delaš sranje, da si tako, fak, res sem zafrknil, da pa ne vzameš vsakega komentarja, jaz to več ne berem, nimam na No, telefonu. ampak verjetno pa je bil en čas, ko si se masakrirala tudi s tem, Ne, ziher, pač se tako, kot sem rekla, pač to definitivno pač vpliva. In tudi prvič, ko sem jaz prebrala, jaz ti bom razkosil glavo, noge, roke in te ubil, to je bilo pač zame pač nek moment, ki je surrealen. Tudi to, ko se je zgodil napad na Bavarcu, je tudi nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi nekomu, ki je star. Nikomur se to ne bi smelo zgoditi. Jaz to mislim, da ne glede na to, na kateri strani političnega spektra si, zaradi tvojih pozicij te nihče ne more napasti, ne. Tako da ja, jaz sem šla tle čez ful enih poti, do tega, da sem tako, kot sem zdaj. Ampak a je možno, da si
v tem nekem svojem mehurčku, balončku, ne, doživljala, da je to legitimen boj, da je to pravi boj, da je to pravi način na konec koncev. Istočasno je pa ta zunanji svet to interpretiral drugače oziroma tega boja ni prepoznal. To je ful dobro vprašanje. Jaz mislim, da imam jaz srečo, da imam pač ta krog okrog mene, ki razume, zakaj delam stvari, in da imam srečo, da v bistvu jaz ne fajtam za pozicije, ne fajtam zato, ker bi rada nekaj bila, ampak za neko vsebino. In ko imaš ti neko vsebino, neke vrednote, zame nikoli ni bilo vprašanje, a bom jaz delala čas je za, tudi če bomo izgubili. Valjda, da bomo delali, tako kot si ti rekel takrat, naredil bom vse, pa bo, kar bo, pa bomo na dolgi rok spreminjali sveta, ne. Bolj se mi zdi, da sploh niso to vsebinske stvari. Mislim, da v Sloveniji ful manjka vsebinske argumentirane debate, ko pride do nekih družabnih omrežij, ampak so to pač neki troli, ki te diskreditirajo, pač na ravni videza, na ravni tega, s kom si, na ravni tega, kaj počneš, in njihov namen je, da te sesujejo in da te utišajo. In kar je meni pomagalo, so bile to v bistvu, ne vem, 3 stvari. Prva stvar je bila ta, da sem si jaz rekla, jaz v resnici na koncu dneva razumem, da oni to delajo, da me utišajo. Če ne bi bila nevarna jim, pa če ne bi počela nekih stvari, ki bi trkale v neko njihovo idejo, pa kaj hočejo početi, pač verjetno bi bili tih, a ne? In tudi moram to razumeti kot nek sistemski mehanizem, ki se zgodi vsakmu, ko neke stvari počne, in je prav, da o tem govorimo in da se s tem spopadamo. Druga stvar, ki mi je ful pomagala, je bila ta, da sem na enem točku jaz dala svoja družabna omrežja drugim. Da sem si rekla, kar jaz moram imeti, je ta moj osebni moment, ne verjeti svoje javni podobi. A veš, to je recimo meni najbolj scary pri politikih, je to, ne toliko to, da oni govorijo neke druge stvari, ampak to, da oni verjamejo, da so to, kar je v časopisih pa v medijih. Jaz sem kaj nekaj čist drugega. Sem tudi to, ampak imam še ful enih nivojev sebe in negovati to. Tretja stvar je bila pa to, jaz sem lih takrat bila 1 leto na tem programu Obama Scholars in ena od stvari, ki je nam Obama rekel, je bil tako, jaz ne berem novic o sebi. Pač jaz vem, kje sem bil čez dan, vem, kaj sem delal, vem, zakaj sem to naredil, zakaj bi ti 2 uri doma sedela pa to vse brala. Pač mej večerjo s svojimi bližnjimi, preber knjigo, odmakni se, vzpostavi to distanco. In recimo, da to so te stvari. Wow. Ja. Ampak še vedno lahko vstopamo s strahom. Ne? Ja, Jaz itak. še Jaz se vedno skozi mislim, bojim. da je pač strah. Ja, Ja. da je strah tudi ena dikcija, skozi katero se soočamo, ali pa v enem trenutku postane preveč strah. Ne? Jaz se spomnim, da sem izsilil eno izjavo, citiranje ene izjave na naslovnici, zato da bi nekdo vložil tožbo proti meni, zato da bi lahko šel dokazovati, pa se to ni zgodilo, ne, in tako naprej. Ampak vzadaj pa skozi strah, kaj pa, če sem šel predaleč, ne? Kaj pa, če bo to nekdo prepoznal. A si se kdaj znašla v tej situaciji, da bi strah diktiral ali pa občutek strahu diktiral, da nekaj ne narediš? Mislim, mene je skozi strah. Jaz sem tako najbolj strahopeten človek na svetu. Je pa ena moja prijateljica, ki je psihologinja, ful lepo rekla, da pogum se začne s strahom. Pač, da takrat, ko ti nekoga vidiš kot pogumnega, je v resnici verjetno ta človek najbolj prestrašen, ne? In da je stvar percepcije. In nikaj deluje brez strahu. Ja, upam, ampak Ja. tudi če delujem s strahom, se mi zdi, da tudi probam, kar sem jaz probala spremeniti, pa kar v inštitutu delamo, je, da probamo ful iskreno govoriti o vseh teh čustvih, ki so. Nam se je zdelo prav, da govorimo, da jokamo zaradi stvari, nam se je zdelo prav, da govorimo, da smo veseli, da smo jezni, da smo prestrašeni. Pač glede delovanja iz strahu je pa tako, da pri meni, ko se gre za, pa pri nas v inštitutu, ko se gre za neka vsebinska vprašanja, pač to ratamo kot neki pobesneli biki. In se mi zdi, da ko imamo nek cilj, neko skupnost, neko zadevo, ki jo hočemo doseči, si pač rečemo, gremo do konca in bomo pač počeli, ne glede na to, kar nam naredijo. Jaz sem dobila ful enih groženj s smrtjo, jaz imam pač tako več kot 10 caseov na policiji, večkrat me napadajo na ulici, ampak trenutek, ko je mene, v bistvu, ko sem spustila neko to težo, je bil, ko sem enkrat pomislila, pa sem si mislila, pa sej, če mene nekdo odstran, bo za mano prišlo še, ne vem, 10 nik, metaforično, ki bojo mlajše, pametne, sposobnejše, ki bojo furale nek kolektiv in ideja bo ostala. Ker tle smo za idejo. A misliš, da bi se zgodila neka druga Nika? Ja, Če se
ta Nika ne bi Ja, zgodila. in odkar tudi sem jaz to rekla, smo v inštitutu dobili kar 2 Niki dodatni. Tako da, veš, se nekaj zgodi. Ampak ja, jaz mislim, da sem jaz zamenljiva, ful sem zamenljiva in zdi se mi, da imam v ekipi veliko bolj sposobne ljudi, kot sem sama, ki bojo sfurali naprej. In to se mi zdi lepota tega, da se spustiš. Dajmo se dotakniti te peticije za splav. Sem grozno rekel za splav. Za reproduktivne Ja. pravice. Nekaj tako logičnega. Ja. Zakaj moramo 2025? To meni ne bo nikoli jasno, ne. Mi lahko debatiramo o, ne vem, 1000 in eni stvari, ampak neke stvari, ki so bile izbojevane, ne, ki se nam je pokazalo v Ameriki, da so lahko v sekundi odvzete, ne. Videli smo Poljsko in tako naprej. Kako razložiti tudi na koncu koncev, ne, vsak dan, ko greš mimo vaše stolnice, mimo nekega mesta, kjer ste trudili in opozarjali se na to in pridobivali te grozno velike številke, ne, čestitam, ampak kako si razložiš tvoj fajt za nekaj, ke je tako zelo prav, da je tako, kot je? Glih s tem. A veš, nimamo druge in treba je to narediti in če ne bomo naredili mi, bomo rabili čakati na nekoga. In meni se tudi zdi tule pri splavu, par stvari je mene res šokiralo. Prva stvar je to, kakšno podporo ima to. Glih spet raziskava slovenskega javnega mnenja, 77% Slovencev pa Slovenk podpira pravico do splava. Pač, in meni se je zdelo tako, katerakoli druga tema bi bila. A bi bila to, ne vem, pravica do vode, ali bi bila to pravica do ne vem česa, če bi imela tako podporo, bi o njej govorili vsi politiki. Vsi bi stali za njo. Ker to zadeva neko žensko telo, se mi pa zdi, da so nas kar prepričali, da smo razdeljeni. In se mi zdi, da prav to, kako nas prepričajo neki glasni ljudje, da se v nečem ne strinjamo, kjer vlada tako strinjanje. In to je po celi Evropi tako, se mi zdi nek velik problem naše družbe. Da nas pogosto hočejo pač razdeliti, v resnici pa nismo razdeljeni. In tudi pri tej kampanji ne moreš si predstavljati, kaj so bile vse stvari, ki so se zgodile. Mi smo imeli uničili so našo stojnico en dan in izkazalo se je, da je to pač neka verska sekta naredila z nekim jasnim namenom provokacije. Kar spet lahko razumeš, ne? Kar spet pač Ne razumem, da uničijo, ampak da nekdo tako močno čuti, da je pripravljen. Ja. In tudi meni je bilo tako, o tem je treba govoriti. Meni se to ne zdi prav, pač lahko, če hočete priti na stojnico pa se pogovoriti, bomo vedno se pogovorili, hkrati vam pa mi nič ne odvzemamo. Če vi nočete splava delati, ga ne rabite. No, in mi smo to poslali v naš chat na WhatsAppu s prostovoljci in so prostovoljci začeli pisati, naša izkušnja pa je, da folk po maši hodi podpisati. In se mi je zdelo sam takrat v onem momentu tako fakt, če jaz ne bi govorila s prostovoljci, če ne bi ekipa govorila s prostovoljci, bi mi lahko začeli napadati kar vse verne ljudi, kako pač te stvari napadajo, ampak resnica je bila ta, da jih je ful podpisali. Alenka naša, ki koordinira prostovoljce, je rekla, ful pogosto se zgodi, da pridejo gospe, ki imajo Marijo na torbici, pa misliš, da te bojo nadrle, pa pridejo pa podpišejo, ko je to prav. In se mi zdi, da je prav ta kampanja v splavu mene to naučila, da dajmo ne biti neumni, dajmo tako stopiti 3 korake nazaj, pa prisluhniti ljudem, pa bomo ugotovili, da mogoče pa res tako ni Slovenija najbolj razdeljena država, pa najbolj skregana država. Ampak spet, a boš rekla, da je politika tista, ki v bistvu tukaj vidi neke bonus točke, ne? Če jaz grem v direkten napad na Niko, na ekipo, ki zbira podpise, potem utrjujem to neko naše prepričanje. Jaz mislim, da pač nekim opcijam ustreza, da smo mi razdeljeni, ustreza jim, da smo mi skregani, ustreza, da imamo občutek, da se ne moramo pogovoriti kot ljudje, ampak spet, recimo, ena od kampanj, ki smo jih mi delali, kampanja bila za čist zrak v Anhovem, to so bili najbolj konzervativni ljudje, kar sem jih jaz spoznala. Mi smo se spoznali pri referendumu za čisto in pitno vodo in to je bilo pač grozen. Mi smo se prve
5 dni smo tako upili drug na drugega, ker nismo znali priti skupaj. Oni so bili, ne vem, proti LGBT skupnosti, proti splavu, nam se je zdelo tako, s kom mi tle delamo, pač govorili so jezik, ki ga mi nismo razumeli, ampak pol na eni točki smo si rekli, ok, mi hočemo vodo zaščititi, to je ta stvar, ki jo bomo sfurali in smo sfurali referendum. In se je zgodil nek ta moment zaupanja. In pol smo to s skupnostjo začeli delati naprej. Dobili so tudi župana v Anhovem in so se borili, da tam pač v bistvu ustavijo tovarno, ki je ful kurla odpadke in ljudje so dobivali raka na pljučih, umirali, res grozna zgodba. In oni so v enem trenutku rekli, kdo bi nam pomagal, da to na državni ravni spremenimo, in so rekli Inštitut 8. marec. In se je spet zgodilo, da je skupina starejših, konzervativnih moških, večina jih voli SDS, delala skupaj z nami, nekimi feministkami, ki pač nikoli ne bi skupaj prišli, ampak smo zgradili neko tako zaupanje. In zakaj je ta zgodba meni toliko lepa? Je zato, ker se je spremenil zakon, so oni meni napisali, veš, radi imamo Janšo, ampak ti si tudi naša. In meni se je to zdelo tako, ja, valjda, pa dajmo tako delati, pa dajmo se boriti za posamezne stvari, pa dajmo pač na koncu dneva priti skupaj. In ne vem, pol leta nazaj sem jaz ful enih groženj spet dobivala in imela sem en nastop v Novi Gorici, zelo blizu njim, in takrat se je ful pisalo o tem, da mi bo nekdo tam nekaj naredil, pač ogromno je bilo spet ene gnojence in jaz sem prišla na dogodek v splavu. V nečem, kar pač ni njihova tema, kar večina jih verjetno sploh na ta način ne podpira. In te gospodje, pa to so res tako starejši, konzervativni gospodje, so sedeli v prvi vrsti na dogodku in sem jaz rekla, kaj pa vi tukaj delate? Pa so rekli, ja, čuvat smo te prišli. In to se mi zdi pač nekaj, kar meni potem na koncu dneva, ta neka človeškost, rečem pač, madej, gremo dalje. Svet, ne? Ja, pač skupaj ga. Zdaj sem ene 2 članka bral, ne vem, v zadnjem mesecu, po katerih se omenjaš, noter tebe. In se mi zdelo, da mi je ven udarilo, da je prvo pri obeh člankih zelo jasno zapisano, da vendarle pa Nika zanika govorice o tem, da bo šla v politiko. Se mi zdi, da politiki tudi malo paše. Ja. Da je Nika to zanikala. Ja, ne, pač ne grem. Tako v life. A bi to potem bilo v konfliktu pravzaprav s tem, kar verjameš, ne? Meni se sam ne da. Aha, ok. Mislim, tako čisto osebno mi je tako tam sedeti v enem parlamentu, pa sam govoriti cele dneve. Meni je zabavno biti na ulici, se pogovarjati z ljudmi, graditi neko gibanje. Nisem človek za to. Zdi se mi, da obstaja ena posebej žalostna sorta ljudi, če nimaš spucanih stvari sam sabo, in to so bivši politiki, ker se mi zdi, da verjamejo toliko, da so bili enkrat pomembni in pol to zgubijo čez noč. In jaz imam tako en tak strah pred tem, da bi se meni to zgodilo v življenju. Tako da imam zelo veliko osebnih razlogov, zakaj jaz nočem v politiko. Hkrati se mi pa zdi, da mi rabimo nekaj kot je Inštitut 8. marec. Da je pač lepota v tem, da smo mi to, kar smo. Jaz mislim, da je naše delovanje pač politično, še vedno je. Vsaka stvar, ki jo delamo, je v končni fazi politična. Kaj to neka gverila? A jo tako dojemaš? Jaz bolj mislim to, da niti ni gverila, ker mi, kar je novega pri nas, je to, da smo mi rekli, pač ja, mi bomo delali s politiko. Če se z nami strinjajo, pač valjda jih rabimo v parlamentu, da zagovarjajo naše interese. Pa hkrati se mi zdi, da tudi če pa rečeš, da nisi političen, si pa že s tem političen, ker nek status quo, a veš, ohranjaš, a ne? Tako da se mi zdi, da pač smo neka civilna družba in meni je to fajn, da smo in dobro mi je. Hkrati sem pa že ful tako, staram se, utrujena sem in osebno, ali kaj se vijaš z očmi. Se to upam, da se uvideli na kameru. Ja, ampak tako, imam pa Kako tudi se željo, počutiš? da, mislim, vrženi smo bili v to, eksplodirali je, ful smo ratali veliki, ampak imam željo, da recimo v 2 letih, da bo neka normalna situacija, da neka nova generacija ljudi pride, ki prevzame to organizacijo in da jaz lahko tako pišem knjige in predavam. Da gremo v bistvo 8. marca, no? Kako si ga začutila, zakaj, na kakšen način? A hočeš iskren odgovor ali tak Čim bolj političen iskren, ja. odgovor? Meni je bila ta izkušnja čas je za grozna, ker sem ugotovila, da je napaka politike to, da govori kar ene abstraktne stvari, hkrati pa ni sposobna iti med ljudi, se pogovarjati, preživljati čas z njimi, jih poslušati. Ugotovila sem tudi to, da sploh v teh levih krogih moraš ti biti zelo tak predpisan. Moraš biti tako
intelektualen, moraš poslušati resno glasbo, moraš gledati resne filme, jaz sem pa vse kontra od tega. Pač meni je dobro gledati resničnostne serije, jaz pač poslušam trash, gledam Eurovizijo, pač tako in nikoli tega nisem skrivala. In ko sem delala Čase za, sem jaz videla tam LGBT skupnost, ki se je smejala, ko smo počeli skupaj stvari in sem ugotovila, da mene neka ta resnost pa odtujenost res ne zanima in inštitut je nastal iz želje, da smo drugačni, da še vedno delamo prave stvari, da še vedno stojimo z temi istimi vrednotami solidarnosti, socialne države, strpne družbe, ampak da to delamo na način, da nas razumejo vsi, pa da lahko vsak pride zraven, pa da se noben ne počuti preneumen, da je z nami, pa da v bistvu počnemo zadeve na način, da se zraven tudi smejimo, pa da nam je kul, da nas podpre, ne vem, Severina, pa delamo s Severino, lahko pa pač delamo z, ne vem, Slavojem Žižkom. Zdaj sem dala 2 ikoni. Ampak A zdaj ne sramno, če jaz rečem, ker sem zdaj opisala, kaj se spodobi za levega, ne, kaj se pa spodobi za desnega? Pa v resnici jaz jih ne poznam na ta način. In se mi zdi, da bi bilo krivično, da rečem, kakšni naj bi oni bili. Prepričana sem, da so te njihove pač interne zadeve isto lahko toksične in problematične, tako kot so tudi na levi. Ampak tam se mi zdi, da so tudi tako ful disciplinirani. A bolj strnejo vrste? A veš, hkrati pa tudi ne vem, a je to sam videz, pa a tudi oni nas isto vidijo. Tako da jaz sem se ful bolj ukvarjala s tem, mene res je tako bolj zanimalo, kako lahko jaz neko spremembo dosežem. Zgubili smo referendum, izkazali se je, da nimamo pojma, kako delati kampanje, izkazali se je, da ne vemo, kaj ljudje govorijo, izkazali se je, da si ti lahko v eni majhni soseski spremenil stvari, zakaj mi tega nismo mogli na državi? In takrat je mene začela ful drivati ta ideja, kako v bistvu delati kampanje, kako delati pač neke stvari na način, da bojo vključujoče, pa da bojo drugačne, kot to, kar sem poznala odprej. In se mi zdi, da nam je to ratalo z inštitutom. In da je inštitut pač neka taka gmota različnih ljudi. Mi imamo ful upokojencev, ful ljudi, ki so pač res ekstra mladi, pa smo mi, ki sam probamo nekaj spremeniti, ki točno vemo, da se borimo za stvari, ampak se imamo zraven res dober, pa res delamo izven našega babla. Tako, se mi zdi, da za nas so najboljše kampanje tiste, ki prodremo v čist nek nov svet, pa vidimo, da lahko skupaj verjamemo. Jaz sem zraven tebe, ali pa zraven 8. marca, velikokrat začutil to negativno konotacijo feminizma. Feministk. Kakšna feministka je Nika Kovač? A veš, se mi zdi tako, da je v bistvu tudi ta zorni kot te besede zraven Nike Kovač postal drugačen, ne? Ne vem, jaz sem ful vesela rož. Tako, eno obdobje se je začelo dogajati, da mi nihče več ni rož prinesel, ker je bilo tako, to se pa ne spodobi, sem jaz tako ne, ne. Pač zame je feminizem to, da se boriš proti vsem oblikam neenakosti. Pač to je neka perspektiva, pač širša perspektiva, kjer se pač v bistvu boriš za to, da ni nekega izkoriščanja, da je neka enakopravnost, tako na ravni pač teh nekih pogojev dela, kot na ravni okolja, kot na ravni diskriminacije, hkrati pa pač imaš tudi perspektivo spola. Zame feminizem ni kvote. Jaz sem zelo, pač mislim, da same kvote, same po sebi ne bojo prinesle neke revolucije. Recimo Beyoncé, ki je imela firmo, ki je snemala majice Feminist, ki je delala majice Feminist, pa je hkrati izkoriščala pač delavke tretjega sveta za nekaj centov na uro, pač to zame ni feminizem. Zame tudi ni feminizem, da si ti ženska v upravi ene velike firme, ki izkorišča delavce. Pač zame je feminizem res ta širša perspektiva pač boja za nek pravičnejši svet. In jaz vedno rečem, da to, kar smo mi naredile, nikoli ne bi mogle narediti same. Mi smo ful vesele, da imamo zraven fante, da imamo zraven pač najrazličnejše ljudi, ki se z nami borijo. In jaz v tem feminizmu pač vidim predvsem eno zelo, zelo lepo besedo, neke skupnosti, upanja in vsega. Daleč od tega, da pa bi to pomenilo, da si ne moramo pomagati, da si ne odpremo vrat, da si ne damo rož. Ne? In se mi zdi, da je to pomembno poudariti. Kaj je ta moško-ženski svet? A se ti zdi, da se brišejo te meje, da smo čudno zmedeni v tej definiciji, da punce včasih znate tudi kakšno stvar, ki fantje ne znamo in obratno? Pa ja, pa se jaz mislim,
jaz mislim, da smo zmedeni veliko bolj glede drugih stvari na tem svetu in da nimamo pojma, kam ta svet gre in da nimamo pojma, kako reagirati na druge stvari. Pač te spolne vloge pa spolne delitve se mi pa zdi, da je pač nekaj, kar je vedno bilo in bo. Zelo zanimiv pa zame ful odpirajoče oči je bila pa knjiga Moškosti, ki sem jo brala na faksu, ki pa v bistvu govori tudi o tem nekem pritisku na pač moški spol, ki ga sama družba ima, v tem smislu, da mora biti moški provider, da mora biti močen skozi, da ne sme pokazati čustev, da kdorkoli odstopa po svojem delovanju, pač od tega, da je spet to nek družben pritisk. Ne? In se mi zdi, da o tem tudi ne govorimo o teh nekih družbenih pričakovanjih, o nekih teh idealnih modelih, ki jih itak nikoli nihče ne doseže. A se ti zdi, da se tudi zaradi te situacije, ne, tako kot so prej o splavu govorila, da se vedno znova lahko zgodi, da bo jutri neka tema, ki je danes povsem sprejemljiva, normalna, jutri spet na okopih. Ja, Ne, da živimo v enem svetu, kjer so te vrednote lahko toliko zanihajo, da v enem trenutku nekaj, kar je samoumevno ali pa logično, bomo rabili se živimo boriti. tudi v nekem svetu spektakla, ne? Pa v svetu pač družabnih omrežij, v svetu, kjer je normalno, da mi gledamo genocid v Gazi, pa kako tam otroke pobijajo. Živimo v svetu, kjer je normalno, da na profilu od Bele hiše ASMR videote, kako ljudi aretirajo, objavljajo. Živimo v svetu, kjer je pač normalno, da se reče čist karkoli, komorkoli. Zdi se mi, da tudi ta družba spektakla to šokirati, zadovoljiti te hipne instinkte, da nas vodi do tega, da je ful enih stvari kar normalnih, ki nikakor ne bi smele biti normalne. In mene to recimo skrbi. Hkrati me pa skrbi, da se mi zdi, da po drugi strani ta nenehen šok proizvaja tudi neko otopelost. Da ko ti scrollaš pa gledaš vse te video, te grozot, ustvariš distanco in pol se pač nič ne zgodi. In to se mi zdi tudi eden od Mislim, da je velikih tudi zaradi problemov. tega ta indiferenca v enem trenutku, ker je all over. Ne? Ja. Se mi zdi, da tako, ko smo Ukrajino prve dni čakali, ne, in Ja. razmišljali, kaj bo trajalo teden dni, 14 dni, ne, se na drugi strani potem zgodilo, da to zdaj že več ni novica. Ja, ne, ja, da to ali pa zdaj ni Gaza več isto. zgodba. Ne. Ali pa pač tudi to, kar se v Ameriki dogaja. Ne vem, lih prej smo s puncami brali novico, kako eno žensko, ki je umrla, umetno ohranijo pri življenju, da njen plod preživi. Pač neke stvari, ki v resnici so bile čist izven meja pač predstavljivosti. Ne vem, stvar, ki mene tudi šokira trenutno je to, da jaz ne vem, če grem lahko v Ameriko, da oni na meji zavračajo ljudi, ki kritizirajo pač njihovega predsednika v državi, ki toliko slavi svoboden govor. No, ampak, okay, to sem zanalašč sem čakal, ta tvoj odhod v New York. Ne? Ja. In se mi zdi, da si bila blest z neko izkušnjo, ki nam smrtnikom ne bo dana, in se mi zdi tako, da te Reče nekdo, ki je skozi nabalil. Okay, agree. Bogi smrtnik. Ja. Ne, ampak hočem to Revež. reči, ne, to izkušnjo, ne vem, debatirati ali pa komunicirati z nekom, ki smo ga dojemali kot toliko zelo, ne vem, demokratičnega, Ja. toliko zelo odprtega za vse skupaj, ravno v času, ko pa tam poveljuje in kraljuje nekdo, ki se obleče v papeža in to objavi ne. Ja. In ta strah zdaj, ki si ga omenila, ne, ta strah, da lahko vstopam v Ameriko glede na moje kritike in to, a je ta svet zgrešil ta nek kompas, ali bo čez 4 leta, ko bo tega mandata konc, to zdaj ta nova realnost in to. Vprašanje za $1 milijon. Jaz sem bila v Ameriki v zadnjem ali pa predzadnjem letu Bidenovega mandata in v resnici jaz imam ful srečo, da imam starša, ki sta tako čisto diametralno nasprotje glede enih stvari. Jaz, ko sem bila sprejeta na ta Obamov program, mi je mami govorila, joj, Nika, to je vojni zločin, on je pač pobijal z droni. Obama je naredil ful slabih stvari tudi. Oče je bil pa noro vesel, ki ga je ful pač spoštoval. Tako da jaz sem skozi imela distanco in jaz sem že takrat, ko sem bila v Ameriki, se mi je zdelo tako pa fuck, kako oni preživijo. Nimajo javnega zdravstva. Pač plačujejo milijone za najbolj osnovne stvari. Jaz imam sladkorno od 5. leta, torej sem pač na inzulinu, na injekcijah zdaj sem na inzulinski črpalki. Jaz sem mogla vsak mesec leteti v Ljubljano, zato ker je bilo to cenej, kakor da bi inzulin kupovala v Ameriki. Pač stvari, ki jih v Sloveniji, ki jih vseeno v nekem osnovnem nivoju imamo poštimane, pač tam absolutno
ne štimajo. Druga stvar, jaz sem bila tam na Kolumbiji, na faksu, jaz sem bila vajena filofaksa naših fakultet, kjer smo vsi nekako bili enaki, kjer je vsak lahko šel študirati, tam letnik stane $200,000. In ti, da prideš tja študirati, moraš imeti ful bogato družino, se zakreditirati za cel life ali pa preprosto imeti situacijo, ko dobiš neko štipendijo. In meni je bilo tako, kako je možno, da tukaj ljudje nimajo osnovne izobrazbe dostopne. Tretja stvar, ki sem jo jaz videla, je to, da ti tam lahko se sprehajaš in greš iz nekih najbolj bogatih četrti pač v najbolj revne četrti. Tako, in že takrat sem si jaz mislila, pač mi govorimo, kao Amerika je nekaj dobrega, pa ne Slovenija je nekaj dobrega, kaj mi tle imamo, pa tako vedno, ko sem prišla, sem tako pomislila, dobro, da sem nazaj. Pol, ko pa se je zdaj ta Trump zgodil, pa je bilo tako, da jaz razumem, da so bili ljudje nezadovoljni z demokrati. Pač bilo je ful inflacije, cene so naraščale, ful enih vojn, ki jih on ni ustavil. No, jaz mislim, da si noben na svetu ne želi vojn. Pač, in se mi zdi, da zelo veliko ljudi, ki je šlo na volitve, pa volili Trumpa, tega niso naredili, ki bi bili slabi ljudje ali pa ki bi bili zavedeni. Oni so samo hoteli spremembo. In se mi zdi, da on jim je obljubil mir v 24 urah, noč od tega miru ni, obljubil jim je normalne cene jajc, tudi tega ni, ful enih zadev, in potem v resnici pač se je zdaj zgodila ta neka katastrofa, ki se tam dogaja. Čez nekaj tednov bojo po moje police prazne v trgovinah in nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Kaj pač naslednji korak, nimam pojma. Ampak tam v Ameriki stvari res ne delujejo. In hkrati se mi pa zdi čuden tudi to, da meni je všeč, da lahko pač imamo svobodo govora, da tudi če se midva v nečem ne strinjava, da lahko skupaj sediva pa debatirava, to, da pa zdaj ta država, ki po eni strani vpije o svobodi govora, ne spušča not kritikov oblasti, je pa meni tudi tako nek tak komunizem. Ampak vseeno se zdi to spet, ne? To je naša realnost. Ne? To se mi zdi, da je to zdaj pač ta glavni pridigar demokracije, ne? Prej mi je bilo zanimivo, ko si rekla, pogled na Obamo, droni na drugi strani, ne, kako sta zakonca, oba intelektualca. Srečno ločena. Ok. Pa ne zaradi Obame. Ne. Ampak hočem to reči, ne, kako sta dva človeka to isto zgodbo razumela. Je možno, da bomo mi kdaj Trumpa razumeli drugače? Pač jaz mislim, da glede na to, kaj trenutno dela, absolutno ne. Jaz moram priznati, da tudi sama sem razmišljala, a je možno, da bo res, da rabimo pač neko drugo politiko, da zagotovi mir, izkazalo se je, da ne. Tako da jaz tukaj mislim, da to, kar on dela, je pač neka avtoritarna družba. Družba, kjer ne moreš izraziti svojega mnenja, družba, kjer se bojo enakosti, neenakosti poglobile, družba laži nekega spektakla. Ampak ne vem pa, kaj bo za Trumpom prišlo. Ok, to bo potem vprašanje za naslednjih $1 milijon, ne? Okay. Ampak, daj mi probim mečkeno opisati sam, kaj ti razumeš kot pogled, do česa si pa imela za časa tega tvojega izobraževanja oziroma študija v Ameriki. Kaj se ti je zdelo, da si lahko dosegla, spoznala, videla, doživela? Jaz sem imela ful srečo, da sem imela dostop do enih ljudi, ki so imeli nore izkušnje. Dajo ti mentorja za 10 mesecev. To so bili tudi drugi, ne? So študente, če jim tako rečem. Ne? Jaz v bistvu 10 so nas zbrali iz celega sveta, pa so za vsakega od nas prilagodili program. Moj mentor je bil človek, ki je bil 7 let predsednik MTV-ja in v bistvu je predaval o kampanjah, pa hkrati tudi o popkulturi. In meni je bilo noro njega poslušati. Tako všeč mi je bilo, ker je razlagal, kako lahko televizija spremeni pogled na svet. Kako je on skozi verjel, da so nevladne organizacije to, potem pa, ko je prišel na MTV, je pa v bistvu ugotovil, da ne, da stvari ti spremeniš na soft z nekimi različnimi vsebinami, in on je takrat opazil, da je ful velik problem v Ameriki ta mladostniška nosečnost. Torej 14, 15, 16 letnice, ki postanejo noseče, in je naredil serijo Teen Moms. A se ti to spomniš? To je v bistvu serija, kjer so oni prikazali pač punce, ki so bile noseče ful mlade in njihovo življenje, in on je v bistvu takrat nam razlagal, kako so to delali z nevladnimi organizacijami, z ekipo antropologov, z namenom, da zmanjšajo te mladostniške nosečnosti v Ameriki, in jim je ratal. Ki so ratal. v tem zrcalu, ne, ki so ga videli v nadaljevanki. In on je rekel, pač, delali smo neskončno kampanj, delali smo neskončno različnih stvari, ampak to je delovalo.
pol je razlagal, kako so oni v bistvu z MTV-jem delali Get Out and Vote kampanjo, kako iti volt in kako so to v bistvu v mainstream naredili, da je to nekaj kul, da je to nekaj dobrega, nekaj, kar pač narediš, ker je pač dobra stvar. In to je mene totalno fasciniralo, ker se mi je zdelo, ja, to je to, kar rabimo, ne? Saj ne rabimo biti vedno zateženi, patečni za pravo stvar, ne? Tako da, to je bila ena taka izkušnja. Druga izkušnja je bila, da je bil moj mentor, je bil Jack Lew, ki je bil Secretary of Chamber od Obame, in on je v bistvu meni dal to trdo linijo neoliberalnega sistema. Vsega, s čemer se jaz v resnici ne strinjam, sem pač jaz mogla se to tam naučiti. Tretja stvar, ki je bila, je, da smo imeli šolo demokracije. Valjda, Američani te hočejo naučiti, ne? Kaj je demokracija. In meni je bilo samo tako, mi smo toliko jači v enih stvareh. Tako da meni je dalo to po eni strani perspektivo tega, kaj vse se da, koliko so lahko pač, koliko stvari še ne vemo, koliko so čudovita gibanja v Ameriki, pa hkrati, koliko je to ena družba brez refleksije, pa koliko imamo mi ene sreče v Sloveniji. Pa dobro mi je bilo, ker takrat je bilo tako, takrat smo imeli Janša in meni se je zdelo, da mene pač vsi politiki sovražijo. Meni je bilo res tako, pač Twitter so tam po vladnem Twitterju, skozi meni, skozi je bil nek škandal, pa vem, da sem imela možnost, zbrali so me, da predstavim Obami v pol urah svoje delo in je bilo meni samo tako, en politik, ki me ima rad. In je bilo tako ful zanimivo. In od vseh sem zbrala Obamo. Ja, nek ta moment tega. Dobro, ampak imaš pa enega Mucka v Sloveniji, ne? Ni to sam tle, ne? A se ti zdi, da je mogoče ta začimbica z besedo Mucek dosegla en efekt, ki bi ga drugače bolj počas ali pa bolj... V smislu, kar povej, direkt. Kaj misliš s tem? Se ti zdi, da če ne bi uporabljala glih Mucka, da bi bilo kaj drugače? Da bi bilo manj slišano? Če bi mišek. Ali pa tigrček, ali pa slonček, ne vem. Ja, se mi zdi, da vse to, kar si zdaj rekla. A veš, meni je bilo tako, jaz sem bila tam v Ameriki. Jaz sem cele dneve bila na faksu, po noč smo delali kampanje z inštitutom in meni je bilo tako, zakaj mene en gospod, ki je toliko star, kot moje oči, skozi maltretira. In prvo sem se ga bala. Pol sem imela nek občutek pač te popolne groze. Pol sem iskreno povedala, da kdaj jokam zaradi tega. Pol pa v enem trenutku mi je bilo pa tako, pa res si bogi, če imaš ženo, otroke, imaš prijatelje, zakaj se z mano, zakaj 40 tweetov na dan z mano? In pol se mi je zdel pa Mucek, no. Pa daj, res Miško, deli druge stvari, iz tega je to prišlo. Pa hkrati se mi je zdel dober, ker sem našla način, kako sem se ga nehala bati. Ker je postal Mucek. Ker je postal Mucek, ki prede. Ali pa praska, ali pa karkoli. Ampak ti bi danes lahko peljala pogovor? S kom? Z Muckom? Jaz načeloma verjamem, da moramo biti sposobni vedno govoriti s komerkoli. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo ljudje v končni fazi. Zdaj, recimo lih v petek smo se v inštitutu pogovarjali, ker je bila afera s tem poslancem Hojdejkom na strehi. Jaz sem takrat sam zelo, zelo intenzivno čutila, da je to človek v stiski. Hudi stiski. In meni se je zdelo, jaz sem bila toliko jezna na ljudi, s katerimi se načeloma vsem strinjam, ki so se iz tega norčevali, ker se mi zdi, da če na konc dneva ne vidimo osnovne človeškosti, nismo nič boljši. In tudi z Janezom Janšo bi se bila jaz vedno pripravljena pogovarjati. Ne vem pa, če bi se bil on. Dajva gledati naprej, dajva gledati in razmišljati na boljši jutri, na lepše dni, ki prihajajo. Stvari, kjer bo manj aktivnosti potrebnih, manj aktivnosti 8. marca in drugih, ki verjamejo in se borijo za boljši jutri. Kam pa gledaš? Kam gledaš? Kje se ti zdi, da so še rak rane te družbe, v kateri živiva? Jaz mislim, da v resnici se je treba prizadevati za to, da lahko vsak živi neko dostojno življenje, pač neko življenje, ki je človeka vredno življenje in zato se mi zdi vredno boriti. Zdi se mi tudi vredno boriti za to, da ljudje ne trpijo zaradi svojih osebnih okoliščin. Hkrati pa se mi zdi tudi pač pomembno, da se gradi neko pomembno vizijo
tega, kako naj svet zgleda naprej. V kakšnem svetu hočemo živeti, kaj je svet, kjer bo tvoj sin živel. In s to mislijo pač graditi stvari, ne biti sam proti skozi. To se mi zdi, da sem jaz začela s tem, da sem bila ful proti. Zdaj se mi zdi veliko bolj biti za. In probati neko pozitivno agendo. Ali pa tudi na ta način spreminjati, da smo za, da vidimo potenciale in priložnosti. Dobro, sem mislil, da me boš okužila s kakšno novo idejo, kje bomo. Tudi to sem še mi to dovolj, naprimer kako imamo v Ameriki te kongresnike, ki jim je treba pisati pisma, ki jim je treba razlagati, kako oni verjamejo, da bojo svojega kongresnika ali pa senatorja pozvali. A se ti zdi, da je to pri nas že, da pišemo in jaz jim mislim, razlagamo? da jim je treba težiti. A veš, meni se zdi, da nič ne rata, če ne težiš, pa če ne vložiš energije v to. A veš, in meni se tudi zdi, da, ne vem, te fajte, ki si jih ti imel, pa to, kar si ti delal, predvsem pač za svojega otroka, pa za neko širšo vizijo sistemske spremembe, da si tudi ti vedno znova dokazal, da zato, ker si bil trmast, so se stvari spremenile. Sej ni to, da boš pač nekdo te enkrat slišal, pa se mu bo zdela to pač najboljša stvar. Meni se zdi, da jim je treba pisati, treba jim je težiti, treba se iz njih norčevati, če ne naredijo pravih stvari, treba jih je razgaliti in treba je opozarjati pač na stvari, ki ne delujejo. Treba je biti pa tudi korekten, da pa kdo naredi nekaj, pa kaj je fair, pa to povedati. In recimo, tudi če je iz NSI-ja ali pa iz SDS-a, biti zelo fair v tem, da rečeš, tukaj ste zmagali, ampak lagali ste pa ga to tudi, ampak tudi tako, mi smo imeli izkušnjo, ko smo delali ful dobro z NSI-jem, recimo. In se mi je zdelo vedno, in takrat smo si rekli, pač zato jih bomo hvalili, valjda, se hočemo več tega, poenotenja. Ampak jaz mislim, da brez tega teženja, te trme se nič ne zgodi. Pa še eno stvar, jaz verjamem, da se nas morajo politiki malo bati. Mal. Ne ful, ampak mislim, da morajo vedeti, da jih gledamo, pa da jim bomo težili. Ker če tega ne vejo, bojo delali, kar bojo hoteli. In jaz se zdaj ful veselim, ko bomo šli septembra v Bruselj, težiti za splav, pa zdaj še za prepoved praks konverzije, ker se mi zdi, da teh ljudi pa nihče ne gleda. A ti veš, kaj se v Bruslju dogaja? Jaz nimam pojma. Pač jaz ne vem, kaj naši poslanci dnevno delajo in se mi zdi, da jih je treba malo, da se jim zgodi to. Ti vendarle boste vkorakali z enim zelo glasnim hočemo spremembo oziroma zelo jasnim profiliranem, da so to državljani in na koncu spet tisti, ki so vas volili. Itak. In težiti s tem, težiti pač do one moglosti. In jaz mislim, da bo padel. Jaz mislim, da ne bo šlo to čez, ampak mislim, da zato bomo to naredili še enkrat čez 4 leta, če bo treba. In pač ustrajati. A misliš, da lahko pade kljub temu? Ja, itak. Aha. Valjda, se vedno lahko. Ampak tle bi bilo mene pa zdaj spet strah, Ker če tega ne slišijo, če tega ne zmorejo in kljub temu naredijo drugače, Nika me je naučila, gremo še enkrat fajtati. Gremo še en krog, pa še en krog. Pa veš, najprej bo ena majhen okoliš, kje sploh je bilo to, sem že pozabila. Cerkence. En majhen okoliš Cerkence bo zelen, pa bo pa zelena cela Slovenija na koncu. Tako se meni zdi, da je treba delati. Da se tako svet spreminja. Ja, itak. Vedel sem, da mi bo neskončno fajn s tabo. Ful sem vesel, ker si vzela čas, da si iz impro lige prišla na moj impro gauč. Upam, da je bilo tebi tudi prijetno. Moji prijatelji iz AVMED-a so ti pripravili darilo. Brez njih jaz ne bi mogel delati to, kar delam. En B-kompleks imajo zate, pa magnezij došmirno spala. Najlepša hvala. Izvoliti, želim vse dobro. Tristan me je naučil, da vas moram spomniti, da morate lajkati, da se morate subscribati. To sta 2 grozna izraza, ampak se razumete. Naročite se na ta kanal, da boste zvedeli, kdo je naslednji gost. In pa všečkite za to, da bo čim večjim ljudem ta podcast pokazal in da bo čim več ljudi slišal toliko fejst punce, kot je Nika, ki je bila danes z mano. Ful hvala. Čau.